Živjo. Sem Matej Cepin in začenjam s stvarjo, v kateri sem razmišljal že zadnji 2 leti. Serijo podcastov z naslovom Goreči grm. Zakaj? Ker je goreči grm en tak močen simbol za pomembne trenutke v naših življenjih, za tiste trenutke, ki nas definirajo, ki nas usmerijo. Imam čast, da se lahko družim z ljudmi, ki z veliko žara in s polno mero energije razmišljajo o tem, kako bi lahko svet pustili za spoznanje boljši, kot so ga prejeli. In pogosto se sprašujemo, odkot jim to navdušenje, odkot jim ta moč, odkot jim ta neustrašnost. Opazil sem, da imajo vsi takšni ljudje nekaj skupnega, močne, goreče grme. In te bi rad odkrival. Z namenom, da se ob njih navdihnemo, da se opogumimo, da ozavestimo svoje goreče grme in končno zato, ker verjamem, da je v vsakem od nas toliko neizkoriščenih talentov. Ko bi te talente znali odkriti in jih podariti svetu, bi nas to zelo osrečilo. Danes v prvi epizodi pa je z menoj Janez Snoj iz vrtca Sončni žarek. V širšem krogu nepoznan, a izredno zanimiv človek. Poznam ga nekaj več kot 5 let in že od prvega srečanja z njim imam občutek, da sva prijatelja. Prav gradnjo pristnih medčloveških odnosov sam vidim kot en velik del njegovega osebnega poslanstva. Ampak najbrž bo več o tem povedal sam. Gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Janez. Živjo, Matej. Janez je oseba, ki deluje v enem redkih vrtcev, ki v Sloveniji ne izvajajo državnega kurikula, ampak delajo po načelih pedagogike skupnosti. Zaradi tega in zaradi stanja, ko vse šolstvo, ki ni državno v Sloveniji, včasih ima malo težko zgodbo, ima kakšno težko zgodbo tudi Janez. Ima pa tudi kakšno zelo lepo in tudi kakšno zelo zanimivo zgodbo. Janez, začel bi rad z letom 2002. 19-letni fant, ki pride iz Beograda študirati v Ljubljano, biologijo in kemijo, kasneje FDV. Kakšno vlogo v tej zgodbi igra Beograd, kakšno vlogo igra ta biologija in kemija, kakšno FDV in kaj za vraga ima s tem vrtec? No, zanimiva kombinacija, ne? Začel si na sred mojega življenja, v bistvu, tam nekaj. Leta 2002 sem se vrnil v Ljubljano, ker smo bili prej z družino v Beogradu. V bistvu, ko sem bil star 6 let, smo šli že v Beograd in sem se v bistvu pri 19 potem vrnil nazaj na študij v Ljubljano, ker so bili takrat pač toliko neperspektivni študiji v Srbiji. Je še komaj v bistvu bil padec Miloševićevega režima in v bistvu študiji niso bili priznani v tujini in tako naprej in potem smo se pač doma pogovorili, da, ker je že moja sestra 1 leto prej tudi šla na študij v Ljubljano, da bi še izprobal. Tako da sem prišel in pristal na kemiji biologiji, nenamerno. In tukaj se je začela moja ljubljanska zgodba. Beogradska se je začela pa pač tistih 13-14 let prej, ko smo se z družino dol preselili za potrebe cerkve na povabilo nadškofa Perka. In sta se starša odločila za ta korak. Hkrati smo bili pač zelo močno vpeti tudi v marino delo, pa so se stvari nekako tako poklapale, da smo se preselili tja dol. No. Kaj se zgodi enemu takmu staršu, da se s celotno družino preseli v Beograd in kakšne posledice to pusti na otroku? Ja, to pa je vprašanje, ki si ga mi poskušamo odgovoriti še danes. Vsekakor pa se mi zdi, da je ta korak, ki sta ga starša naredila s 3 majhnimi otroki, pol je še 4. prišla, ko smo bili že v Beogradu, sestrca. Mislim, da so to koraki, življenjski koraki, a ne? Sploh mogoče danes Beograd ne zveni tako tragično, kot je zvenel leta 90, ko se je Slovenija osamosvajala, mi pa v Beograd, a ne?
To je čist drug kontekst, nerazumljiv tako za meščane, sosede, sorodnike, mogoče tudi za nas same, ampak mislim, da sta se pač vrgla v to avanturo, ker sta začutila potrebo in sta videla, da lahko nekaj spremenita, nekaj data svetu, nekaj nesebičnega, v bistvu sta pustila odlične službe, ne. Mami je bila takrat, ona je skozi v vrtcih bila pedagogija in je bila že takrat odgovorna za ta cel konc tam pedagoški vodja vrtcev, a temu odlično službo tam na podjetju, skratka uspela sta s takimi minimalnimi krediti oziroma tako hišo obnoviti in tako, da odlično življenje ima šlo, no, takrat sta že v kakem vikendu sanjala kje in tako, a ne, morda celo v prihodnosti. Potem pa v Beograd brez hiše, brez garantiranih služb, brez vsega pač za klicem, za tem recimo temu njunim gorečim grmom. Ne. Ste se kdaj pogovarjali, kaj je bil ta klic, kakšne so bile besede ali pa hrepenenja tega klica? Prav velik o sami odločitvi ne. Mogoče se take odločitve še najlažje naredijo, če se jih hitro naredi. No. Mislim, da nista filozofirala pa dolgo čakala, ker verjetno tudi ne bi naredila, ne, če bi preveč računalnik vklopila. Tako. Jaz mislim, da sta se kar hitro odločila in zdaj, kaj jih je to motiviralo? Jaz mislim, da ima ni dal miru, no, ko sta slišala, da je ta potreba. Takrat vojne še ni bilo, ne? Ne, vojne še ni bilo, ko smo šli 89. visok konc 88. Ampak se je pa že vohalo, ne? Da so bili že nemiri pa... Nemiri so že bili, problemi so že bili, politična nestabilnost je bila že huda, tako da vedeli se je, da se ne gre na boljše, no. Čeprav je bilo to uradno še glavno mesto, ampak... Drugi del vprašanja, kako pa to na otroke vpliva? Nate konkretno? Name bom tako rekel... Kaj ti ostaje od beograjske izkušnje? Da boljš ne bi mogel vplivati. No. To je v bistvu moje življenje. Ne. Zgradilo me je v to, kar sem danes. Jaz ne znam drugače povedati. To so bili izredno težki trenutki, to so bili trenutki, se pravi, praznih trgovin, ko si prišel v trgovino in je bila cela trgovina, samo ena margarina noter, ne. In sem jo kupil za tistih par milijonov, ne vem, 50-60 milijonov, kakršni so bili takrat dinari. In sem jo prinesel domov, ker je bila edina stvar, ki je bila sploh še zakupati, ne. In je bila že pomazana, ne, so že delavke si se pa sendvič naredile z njo, ne. Tukaj je bilo, konkretno, mi smo vojsko videli na cestah in pred našo hišo so tanki vozili in to, ampak so vozili na fronto, niso se streljali pred našimi očmi. Direktno vojno smo spoznali samo v času bombardiranja, ampak tudi ta čas embarga in prepovedanega uvoza in ko imaš sošolce, ko ima za cel dan eno jabolko za pojesti, skupaj z mamo in si jo morate razdeliti, ko so ljudje parket kurili doma, da so me za ogrevanje in omare. Se pravi, to je tisto življenje, ki je bilo težko, pa še to, da sem bil jaz Janez sred Beograda v vojni s Slovenijo, zaradi katerih so starši mojih sošolcev bili na fronti, ker uradna verzija v Srbiji je, da je to vojno sprovocirala Slovenija, ne. Tako da dali Slovenija kriva za vse, kar se je na Balkanu dogajalo v 90-ih. In to so tudi sošolci iz vseh medijev in staršev tako resnico imeli, ne. Jaz sem pa Janez, obrambni minister je bil Janez Janša, predsednik države je bil Drnovšek, mislim, sami Janezi so bili kasneje, no, najprej bil seveda Milan, ampak tako, Janezi so bili, ne, jaz sem bil Janez in to je pustilo velike posledice tudi v nesprejetju, v dnevnih pretepanjih po šoli, med šolo in tako naprej, tako da v bistvu tudi so bili večeri, ko pač nisem hotel naslednji dan v šolo. Daj povej mi, kaj si rekel, kaj je bilo zdaj tle dobrega not? Ker začel si, zdaj je bilo veliko dobrega, zdaj si pa govoril same minuse. Kakšen si izšel ven iz tega oziroma kaj ti je pustil? No, evo, glih ta event, ker vem, da zvečer nisem hotel v šolo, sem tam jokal v posli in pa me mami vprašala, zakaj pa jokaš, kaj pa jaz se verjetno ne vedela, ne. Ampak sem rekel pač, da ne maram iti, zato ker pač me tepejo, ne. Ampak da bom pa šel, zato ker vem, zakaj smo prišli tja, prišli smo imeti te ljudi radi. To je bil neke te male odločitve, male, so kar velike, za tiste starosti primerne,
ki so me pač pol pa gradile. Vsaki tej težavi, vsaki tej težki preizkušnja, ki je bila revolucija dol proti Miloševiču, recimo tisti protesti so bili huda izkušnja, samo vojno, bombardiranje, samo to, da nimaš in tako naprej. Mi smo dol zelo pomagali tudi s humanitarno pomočjo, pomagali ljudem razdeljevati hrano in tako. Tako da v bistvu to smo skoraj dnevno delali, cele popodneve, večere, vikende. Mislim, da kot mladi nismo imeli časa prelumpati večera, ker je bila skozi ena akcija za druge. In to hočem reči, ta kriza v 90-ih in to pomankanje je v bistvu iz nas naredil neke akcijske tipe ljudi, ki v vsakem trenutku gledaš, kako bi drugemu lahko še pomagal, kaj bi še lahko za drugega naredil, ker na tem svetu pač imaš eno življenje, moraš ga izkoristiti dobro. Pa misliš, da take hude izkušnje vedno sprovocirajo to v človeku, ali si imel ti neko pač podlago tako, oziroma kaj je bila tista podlaga, če je bila, da je to tako interpretirala? Ja, ta odločitev staršev, da greš kar nekam in imaš rad neke ljudi, ki tebe ne marajo in te celo tepejo, je sigurno ena podlaga, da sploh začneš razmišljati v pozitivno smer. Ampak bom tudi rekel, gre za neko dolgoročnejšo zadevo. Mi smo bili vsem tam, jaz sem bil recimo 13-14 let starši še dlje. Ti ne moreš živeti od danes do jutra, moraš si ustvariti neko okolje, neko življenje, nekaj lepega, nekaj svetega, tudi v tej zgodbi in tudi ljudem dati upanje, kaj je okrog tebe. Mi smo tudi, že sami iz medijskega pogleda, mi smo imeli informacije tudi iz Slovenije, mi smo imeli tujine. Jaz se spomnim na Šatiji vsak četrtek zvečer, četrtko večer najdu na enem starem Grundingu, ker noben radio ni lovil frekvenco v Slovenijo, ti stari Grunding je lovil, v četrtek zvečer je ti prklopu. Se pravi, smo lahko prinašali v to državo, ki je bila zaprta totalno, medijsko in ekonomsko, neko upanje, neke nove informacije, neki svetlejšega, in meni se zdi, da če si dolgoročno tam, si lažji daš, da iz tega polečeš neke pozitivne zaključke. Jaz sem recimo lahko tudi pričeval, v razredu sem bil tujec, mene recimo že v osnovni šoli me učiteljica dvignila, Janez, zdaj pa tle prid pred tablo in vsem pokaž, kako se katoličani križate. Valjda so se vsi smejali, ampak to je bila una otroška reakcija, ker oni se glih kontra križajo, kot mi in, ampak pol tudi zato, ker sem veren recimo, ker je bila pa ta šolska proslava, oni imajo Sveto Savo, in Sveta Sava školska slava, takrat so vsi učenci v vseh šolah frej, pride se sam zjutraj v šolo, kjer pride njihov pop in slavnostni kolač, vrtijo, polivajo z vinom in tako, in ko so vedeli, da sem veren, pa so kar mene porinalke, da sem šel tisti kolač ljubiti z njimi, pa vrteti, pa v bistvu pravim, so se tako kar križale nekako une preizkušnje mal, ki si mal izvan, pa ki si mal izpostavljen do teh, to tako sem še pel pol v te pravoslavne pesmi, tudi par njih na liturgiji, pa tako v zboru. Tako, vse življenje se ti nekako pokriža. Zdaj malo se mi povezuje ta imeti rad druge ljudi, pa beseda pedagogike skupnosti, približen se mi počas zlivata skupaj, ampak kako zdaj v to zgodbo vstop ta vrtec pa ta pedagogika skupnosti? Ja, zgodovina našega vrtca pa sega še malo dlje nazaj. To je v bistvu to, kar sem že rekel, mami je bila odvedno v vrtcih in v pedagogiki. In v bistvu, ko smo mi prišli v Beograd, ona dva nista imela služb, pa nič, in sta šla improvizirati in delati sveče, sta svečarno odprla in sta v bistvu iz PVC cevi doma, pa taht sta kupila, pa neke štofelce lesene in sta ulivala tiste sveče in sta probala pač prodati nekaj sveč za življenje samo. Morate misliti, pač v Srbiji je čist druga kultura svečka tle, dol oni imajo tiste oranžne tenke sveče, ki so 2-3 mm, 4-5 maksimum, kar on sam pride, pržge svečko in jo pusti in gre, v pesku. In mi smo pa navajeni na te rdeče plastične ulitke ali pa une za krst, birmo, pač obhajilo in tako. Sveče, ja. Kje smo zdaj pri vrtcu? In v bistvu ni šlo, imela sta ful probleme, enkrat je zgorela cela svečarna, v glavnem dogodivščine brez konca. In potem ima je en župnik, pač tam lokalni, takrat je bil župnik Jože Hauptmann dol v Beogradu, ima je ponudil pod katedralo eno sobo, da bi sveče delala in tudi tista svečarna je zgorela, ker sta eno svečo pozabila ugasniti, ker sta jo testirala čez noč. Skratka, in takrat je pa ta... Vse veste, kakšen je rezultat testa? Ja. Gorela je. Dokazano. In da se ogenj nesebično širi.
je pa potem na tem dvorišču katedrale v bistvu ta župnik dal potem prostore v najem enemu vrtcu. Dal je prostore in takrat je ena ravnateljica dol odprla vrtec in je pač predlagal naši mamic, pač tudi če službo, da ne vprašal v vrtcu, če bi jo vzela. Bila njena prva služba v Beogradu. Tako, v bistvu druga, svečarna je bila prva. In potem jo niso vzeli kot pedagoga, ampak kot čistilko v vrtcu in je z veseljem sprejela to službo. V Sloveniji pa že imela pedagoške izkušnje, ne? Tako, in bila odgovorna za cel področje. Ampak potem se pa tako pa pač pol grejo, ta pota je počas mogoče mi dala kak namik sem, kak namik tja, v bistvu je sprobala dela snažilke, kakšni so odnosi tudi v takih funkciji, kar je zelo dobro, če nek vodja gre od bottom up, zadeve in tako je pač pol ona svetovala sem, ki je pol ena zbolela, pa jim je malo pomagala, in hmal so v bistvu ugotovile, da je zelo koristna in kompetentna za kaj tazga in so jo vzeli za vzgojiteljico. Potem je pa tista direktorica imela ene malverzacije in okoli pa našla starše, takrat v 90-ih se je vsak znajdel, kar se je pač le znal znajditi, če nisi benzin pa cigareta šverca, si pa pač okoli pa našel ljudi, nekako so hoteli preživeti. In je potem ta vrtec v bistvu so direktorico zaprli in je vstal v zraku, In potem so skupaj z odgovornimi iz Maringa dela, tudi so se pogovarjali, kaj bi zdaj s tem vrtcem, da je škoda, da bi zadeva kar propadla, ker in je potem ona prevzela ta vrtec in tukaj so začeli pa potem ta, kar si rekel, pedagogika skupnosti, tle je prišli pa to skupaj, ker Srbi so zelo pobrateni narod z Rusi pa Francozi. In tukaj, to je bil v bistvu prvi zasebni vrtec v Srbiji, vrtec Fantasy, ki v bistvu se je odpiral na dvorišču katoliške katedrale, ki je čist izven pameti za beograjske razmere, sploh v 90-ih. In zato so tudi noter pol upeljali to francoščino kot jezik in je zato, da so lahko dve vzgojiteljici sta v bistvu pa celo življenje preživeli v Franciji, pa se potem prišli v Srbijo in sta v bistvu tam cel dan v bistvu nekako v francoščini potekala dogajanje. In je to ljudi dosti privlačilo, čeprav na začetku počas, ampak kje je pa ratala skupnost, ratala je pa prav v tem, ker ona je bila Slovenka, dve Francozini sta bili noter, Srbkinja, ena Ukrajinka in starši so bili pa zelo tudi pol mednarodni, zaradi tega, ker so, če je bila francoščina tam, je bila zelo privlačna tudi za ambasadorja in njihove pač zaposlene na ambasadah in tako, ker oni se itak skozi selijo in jim je fajn, če najdejo nek univerzalni jezik, da ga otroci govorijo skozi selitve. Ti leta 2002, ko si prišel v Slovenijo, nisi imel cilja najbrž v vrtcu delati, čeprav si imel neko zanimivo izkušnjo iz Srbije o tem. Ne, veš, kaj je bila zanimiva? Zanimiva je bila, da so oni sred vojne uspeli dol obdržati skupnost, in dialog, ki ni bil samoumevn, ne med Srbkino, ne Slovenko, a veš, to je bilo, dol je bila štala takrat, vojna, in že to, da je tol ratal to in da je bilo dol 100 otrok, 110, 120 otrok, in dol so bili vsi, tudi Bajaga ima dol otroke v tem vrtcu, predsednik Tadić takrat, to so tudi ceca, če se je s tem za pohvaliti. Skratka, hočem reči, to je naenkrat je parato tudi prestižen vrtec, ampak ne prestižen, to je bila tudi stara stavba, to je ne prestiž, ampak odnosi, ki so bili tam grejeni, in so ga imenovali oaza sred Beograda. In pol naenkrat začneš verjeti, da je možno tudi v takih katastrofalnih pogojih ustvariti nekaj, in jaz, ko sem jim tle prišel na študij, pa najprej kemijo-biologijo, zaradi administrativnih napak na univerzi, nima veze, po parih letih sem uspel se prepisati na družboslovje in končal komunikologijo. To vsak študent reče. Da so bile administrativne napake čez 2 let za bluzi. Ja, rečemo, ne, tle šla malo za druge zaplete, zato ker sem bil praktično prvi Slovenc z maturo iz Srbije, ki je prišel študirati v Slovenijo in niso znali izračunati točke na univerzi in sem po 2 letih dal ponovni izračun točke in sem iz 46 pik prelezel na 88, tako da sem lahko izbral študij po želji.
Ampak nič hudega, vse v tistih 2 letih sem pa tudi nabral nekaj znanja iz naravoslovja, kar mi tudi zdaj v vrtcu prav pride. Skratka, ko sem končal pa FDV, me pa nekako zelo so me razjezili, no, tako bom rekel, mislim, jezili so me vsa leta, ampak zelo so me pa razjezili v trenutku, ko sem delal diplomsko nalogo iz vzgoje za medije in so mi rekli, jaz sem pač hotel z vrtcem delati risanke vzgoje za medije, vas navdušen, entuzijastičen in tako, kar sem. In mi rečejo, da pač so se odločili, da mi jo ne dovolijo, zaradi tega, ker je še dovolj budžeta za osnovnošolsko vzgojo za medije in da ne vrtčevsko s tem primeru. Da ko bomo budžet pokurili na šolski, takrat se bomo začeli pa ukvarjati z vrtčevsko. Da pod 6 leti se ne da z vzgojo za medije ukvarjati. In to pa valjda, to revolt, ne, pač ne more revolucionarja takole odsloviti, ne. In sem ustrajal do konca in še mislim, da 7 dni pred zagovorom so mi vrgli celo zadevo in mi je pol mentorca ful pomagala in tako naprej. A ja, ti si jo že naredil? Je tako. Ni bilo samo želja pa upor za prepovedano temo, ampak pravzaprav tako. Investicija je šla v nič. Tako, 7-mesečni projekt. In to sem ga delal po vrtcu Sončni žarek z otroki, a ne? In tukaj sta se na eni poti prekrižali. V tistem trenutku se je tudi vrtec Sončni žarek selil, pa večjo iz 2 oddelkov na 6 in sem pol in kar pomagal pri selitvi in če so delavci zamujali, sem jaz frajho stene, če je bilo treba umet, sem gor v pucu za delavci, skratka, nekako sem kar padel v ta kolesje selitve in sem in tja in naenkrat se je izkazala tudi ta potreba. Imel sem pa pač itak v sebi to že odvedno, tudi v Beogradu vem, da smo že kot otroci, smo vsa leta, ne vem koliko let zdaj točno, to bi starši bolj vedeli povedati, ker kot mlad človek si to ne zapomniš. Mi smo hodili po službi pucati vrtec, ne? Tako da smo po službi, po šoli. Ko smo prišli domov, 3-4, smo šli pa v vrtec, pa še vse pač cel vrtec presesali, pomili vse mize, stolčke, to je bilo 4-5 ur dela, ne? Smo šli 3 otroci. Tako da v bistvu smo bili pa vse tiste prireditve pomagali. Pa tako da smo v bistvu mamine se precej vključovali, no? Da smo nekako v tem duhu sodelovali in delali, tako da nam je blizu bilo. No? Ni mi bilo tako to je moj življenjski cilj, ampak da sem bil pa v bistvu skozi se nekaj namačaš v tem. Ne? Tako. Kako se pa zdaj ta pedagogika skupnosti, ki jo tukaj brendaš v Sloveniji, kaže tukaj, kjer ni vojne, pa kjer smo vsem mičkem bolj tolerantni do Francozov, pa Srbov, pa Ukrajincev. Imaš kakšno, ne na filozofski ravni, ampak kakšno zgodbo, ko je ta pedagogika skupnosti v vrtcu prinesla kakšen mali rezultat ali pa čudež? Ja, zdaj konkretno bi moral razmisliti. Lahko pa povem, da recimo okolje, v katerem se nahajamo, Stara Loka, ne, to je pač ime Stara Loka tudi samo že pove, samo po sebi, kakšen je kontekst, v katerega prihajaš, se pravi, prihajaš med zelo ponosne ljudi, ki zelo cenijo svojo zgodovino in tudi niso pa preveč naklonjeni spremembam, ne, in prinašati nekaj novega v neko okolje, ki je tradicionalno, je vedno en izziv, ne, ker nas izziva, da premikamo meje mogočega, njih pa, da sprejemajo take, kot smo, ne, tako da se v bistvu ves čas med sabo oblikujemo in jaz lahko rečem, da zame je ena ogromna stvar, ki se je rodila v teh letih, da starši, ki so zaključili z šolanjem otrok pri nas, ne, ki so šli otroci v osnovno šolo, so začutili pač določene stvari, ki so jih pri nas imeli, ki so jim potem manjkale v javnem šolstvu, bolj v smislu odnosov in vzgoje za vrednote skozi življenje. Ne? Se pravi, ne vzgajamo z veroukom in hojo z bandero okoli cerkve v procesiji, temveč vse evangeljske vrednote, splošno človeške vrednote, evangeljske vrednote dajemo skozi projekte, skozi delo z otroki, se pravi, na ta način katehiraš, da v bistvu otrok ve, zakaj nekaj dela in živi, ne samo kaj in kako, to se lahko nauči z interneta, z YouTubea, ne vem, pri starših doma in tako naprej, pri nas pa mora tudi vedeti, zakaj, kaj je smisel življenja, kaj je smisel odnosov, kaj je. In ja, starši so se združili, tisti, ki so čutili to pomanjkanje potem, ne, in so ustanovili družinsko akademijo, ki je zasebni zavod, znotraj katerega se zdaj starši dobijajo, sploh ne vem, koliko zdaj že članov šteje, ampak to so že ogromne številke ljudi, ki hodijo skupaj in na romanje, na predavanja, ki se zbirajo, ki želijo v tem okolju
posredovati potem zdaj te vrednote pedagogike skupnosti. No. To je nekaj neverjetnega, da ni ostal znotraj sten vrtca. V bistvu, če te prav razumem, sam kurikul ne zgleda nič posebnega, ampak potem, ko greš iz njega ven, pa opaziš, da ti nekaj manjka. Jaz bi tako rekel, no, ker tudi starši reče, pa z vami se da vse zmeniti, a ne. To je tako mehen stavek, ampak veliko pomeni, a ne, zaradi tega, ker tudi nam se ni lahko prilagajati. Ampak moramo delati na sebi, na temu, da, ne vem, predihaš stvari, se zmeniš stvari, si podeliš stvari, si odpustiš stvari, a ne, to je včasih še najtežje, a ne. Še težje je pa recimo, ko imamo to kockico ljubezni, ko vsak dan otroci vržejo vsako jutro, ne, in imaš 6 pravil, ki potem eno tistih pravil tisti dan živimo, in imaš eno od pravil odpusti in pozabi, ne. To ni za otroke težko, to je za odraslega veliko težje, a ne, še tudi za otroke ni lahko, no, ampak se pravi, vsak dan se trudiš nekoga imeti rad, pač, no, na tak ali drugačen način in zdaj da ti človeka vidiš z novimi očmi, čeprav ti je tisti starš mogoče že poslal 10 grozečih mailov in tako naprej, ne. Meni se prav zdel, enkrat sem dobil tak mail, tako napisano, tudi prav, ki bi ene forume bral, ne, po internetu, tako brez nivoja, brez karkoli in te tako podkuri, ne, da ti dobesedno pritisk skoči, ne, ker se ti zdi, da krivico delaš, ne, ker narobe razumeš določeno stvar, ne. Ampak sem prav rekel, lej, tako stvar ne more zmagati pač moj napad nazaj, na odpisu bom najbolj prijazno, kar se na tole da, ampak ne fake prijazno. Ampak kot da nisem vzel to za slabo, kar je napisano, ampak za čisto nerazumevanje zadeve in bom samo lepo pojasnil. In iz tistega ven je prišel odgovor samo nazaj, hvala vam za tako prijazen odgovor, nisem vedela, da je to tako, vse je v redu, lepo zdrav. Ne. Tako, ampak to so taki konstantni, ne, vsakodnevni mali premiki, ki vidiš, da res ta medsebojni odnosi pa ljubezen res rešijo. Kaj so pravzaprav te načela, ki stojijo pod to pedagogiko skupnosti? Kaj je tisto, kar iz česar to izhaja? Ja, jaz tako, če rečem čist teološko, recimo, ne, bi rekel, da smo v Svetem pismu beremo, ne, da... Pa ste FDV-jevci v teologiji govorili. Tako. FDV-jevci smo vse, veš, od McDonald'sa do teologa. Ne, to se mi zdi, da kad tam reče, ne, en je vaš učitelj, vi vsi ste pa bratja, ne. Torej, imamo že učitelja, vemo, kdo je učitelj, vemo, kdo je najboljši učitelj, ne, in zdaj, kako pa tega učitelja dobiti v naše učilnice, ne, v naše razrede, je samo tako, da on je tam, kjer sta 2 ali 3 v njegovem imenu, ne, se pravi, mu moraš dati možnost, da sploh pride, mu moraš dati pogoje, v katere se on lahko vključi, in tukaj se mi zdi, da je tisto ključno, se pravi, v vsaki skupini sta 2, in tiste 2 morata med sabo imeti odnose tako poštimane in na takem nivoju, da je dejansko lahko potem pride ven tisto tretje, tisto bistveno, ne eden, ne drugi in zato pač tudi uradno, valjda, mi imamo vse izobrazbe uradne, vzgojitelj, pomočnik, ampak nobenega ne imenujemo, ti si vzgojitelj, ti si pa pomočnica ali pa, ne vem, zaradi tega, ker morata, ne da morata, ampak če ni enakopravnosti tukaj, a ne, odgovornost si pa delita, ne, težko govoriš potem o nekem odnosu, kjer, ne vem, sta si tukaj eno, ne. Tako da tukaj delamo zelo veliko na tem, da se stvari razčiščuje sproti, da se pogovarja, da se ustvari klima, kjer potem to lahko funkcionira. Posledično, ker funkcionira skupina, funkcionirata 2 skupini, ker imamo 3 nadstropja, ne, na vsakem nadstropju po 2 skupini, potem posledično funkcionira cel vrtec, cela hiša, ne, in če se pač ena rinka na tej verigi sfiži, a ne, v enem trenutku valjda, pač nastopi kriza, nastopi spor, kratek stik, smo pač ljudje tako kot vsak drug, a ne, lahko zapneš pri financah, lahko pri zamujanju, lahko pri nekem neredu, lahko pri kjerkoli, a ne, pač pride do konflikta, in ga je treba pač takoj rešiti, ker v bistvu hiša ne diha, če je na eni točki zalomljeno, no. Tako da delamo dosti na teh medsebojnih odnosih, imamo tedenske, mi jim rečemo kar take duhovne sestanke, ki so malo team buildingški, se pravi nekaj duhovnega, nekaj spodbudnega, mi so preberemo, pa se pa pogovarjamo o tem, kako nam gre v skupini, kako nam gre s sodelavcem, kako nam gre pedagoško z otroki, zato da se medsebojno spodbujamo
In to naredimo med spanjem, a ne, da eno v skupini ostane z otroki, medtem ko otroci spijo, drugi pauzo izkoristijo v bistvu za to, da je dol in pa zabekslamo ponedeljke, srede. Na odnosih se nam zdi, da je pač to ključno, no? Da lahko bi nam full laufa, lahko bi imeli full narja, lahko bi imeli totalno fancy učilnice, lahko bi imeli ne vem kakšne kampanje na Facebooku, če bi bili med sabo skregani ali pa to pedagogika pade. No? Ker otrok bo črpal iz odnosa, ne bo črpal iz kvalitetne igrače na mizi. Čeprav danes je cel svet samo to, a ne? A imaš točno to igrače, a imaš točno te naravne materiale, imaš to? Ja, imamo vse to. Imamo tudi gozdni vrtec, imamo tudi gozdno učilnico. Ja, imamo. Ampak to ni prvotnega pomena, čeprav svet to hoče slišati in potem to daš na spletno stran tudi gor, da tudi to imaš, ampak bistvo je ti, kaj si otroku dal, ne pa iz tega odnosa ven. Nič škodljivega torej, ampak v Sloveniji, če si zasebni vrtec, greš včasih tudi skozi kakšno hudo uro. Ja. Večkrat sva se privat že pogovarjala o raznih hudih urah, kako doživljaš to biti zasebni vrtec. Mogoče zdaj v koroni so bili še posebej na udaru. Ja, to je pa never ending story, ne? To je pa Slovenija, mi smo še malo zakopani v daljni preteklosti. In vsakič, ko vam potegnemo temo zasebni vrtci, potegnemo ven še drugo svetovno vojno, pa potegnemo ven še ideološki boj, pa komunizem, pa javno, pa zasebno, pa prav cel revolt rata, kada nas je večina. Ne? V bistvu gre smo že pri FDV temu? Ja, gre za 6 vrtcev, ki še nima koncesije. Mislim, tako 20 pa vse skup. 66 pa vseh zasebnih skupaj v celi državi, a ne. Tako da res ne gre za neko maso, smo pa povezani med sabo. No? In to se je zdaj v korona časih ful dobro pokazalo, da smo v teh združenih, v Društvu katoliških vrtcev, v Društvu zasebnih vrtcev Slovenije in tako naprej, ker sam združeni sploh lahko preživimo. Ne? Na vsakem nivoju vsak se te proba malo znebiti, ker si vsak mu malo breme, ker vzgoja ni profitabilen biznis. Noben ne odpre vrtca zato, da bo zaslužil, ampak zato, ker želi novim generacijam dati boljšo prihodnost. In iz tega ni profita in ni biznisa. Ne? In potem se to vsak mal hoče losati, noben te ne bi rad financiral in vsak reče, da si od drugega. Ne? Mi pa vemo, zakaj smo tam in kaj je naše poslanstvo in smo trmasti, a ne? In ustrajamo naprej in to pa pač prinese za sabo, ne vem, marsikako težavo, ki pa zdaj v koroni v bistvu smo bili že vsi zasebni vrtci na temu, da v bistvu zapremo, če ne bi ta prvi korona paket pa seveda stoji eno prilagoditvijo in posredovanjem in čudeži skoraj, ne. Misliš, da bi se res lahko zgodilo, da bi 66 vrtcev v Sloveniji zaprli? Ja. Definitivno zaradi tega, ker financiranje zasebnih vrtcev je malo bolj komplicirana zadeva, ni samo da občina da starš pa pika, ampak se to deli na une odstotke, te odstotke, une samke in smo ostali brez dodane vrednosti, brez 15% deleža, brez in še na polovični občinskega, tako da v bistvu bi en povprečen vrtec zaseben, ne vem, če ima 20,000 evrov stroškov mesečno za pokrit, bi dobil ven 4,000. Tako da pač mogoče bi, ne vem, kako bi en mesec preživel, pa pol, ne vem, 2 leti, 3 bili v pufu, ampak da bi pa 2-3 mesece tako bili, pa ne vem, kako bi vrtec 5 let v pufu živel, pač ni bilo variante. Ta zakon, kakor je bil tako narejen, da smo v bistvu vsi preživeli, noben ni prosperiral, ampak smo pa vsi ohranili delovna mesta in otroke. Ne? Tako da, in to je šlo tako po čudežu, da smo kao izbojevali toliko velik, da smo sploh preživeli. Ne? So še amandmaje noter dajali iz Levice, pa se borili, pa tudi na ministrstvu, da se to ne bi zgodilo. Zato pa pravim temu, ker čudež, no? Da se je vse zgodilo tako, kot se je zgodilo, da imamo še vedno v Sloveniji pluralnost vzgoje, čeprav minimalno, ampak je tukaj in kljuva na vest in tudi daje rezultate. Ne? To je največji problem v bistvu zasebnega šolstva, ne? Da nima zanemarljivih rezultatov. Ne? Zdaj si šel že na pluralnost, na dobro državo, na okolje, v katerem bomo drugega sprejemali. Kakšna je pravzaprav tvoja vizija sveta, ki ga skušaš z vrtcem ustvarjati?
Ja, en prijatelj mi je pomagal, en Mario, ki je rekel, da pač danes svet ima know-how, ne. Se pravi, nikoli nismo živeli še. Svet ni bil v času, ko ima več informacij vsak posameznik, kot jih ima danes. A ne? Se pravi, podatki so neomejeni. Internet je praktično limitless, vsak lahko bere, vsak ima knjige, vsak se lahko izobražuje, ko pravijo, v srednjem veku so znali samo župniki brati, pa je bilo tako, kot je bilo. A ne? Danes znamo vsi. A ne? Ampak kam nas to pripelje? A je res men vojn, a je res men lakote, a je res men... Ja, vsega je mogoče, mislim, za lakoto pravijo, da jih men umira zadnje čas, ampak še vedno govorimo o milijonskih cifrah, ne govorimo še vedno o 3 ljudeh. Ne? Se pravi, svet ni postal toliko boljši, ker ima toliko več informacij po sami moralni plati. Postoji tehnično naprednejši, ne? Duša pa možgani, mislim, srce pa ni sledilo, ne, tem. Zdaj, problem je pa know why danes. Danes ni več težko priti do informacij, ampak zakaj bi jaz to delal? Zakaj mi danes snimamo tale podcast? Kaj ima mir od tega, kaj ima družba danes od tega, kaj ima teleposlušalci danes od tega? Ne? Pa najne družine. Pa najne družine od tega. Ima petrol neki, ki smo dala malo za benzin. Hočem reči, da pač svetu dati, moja vizija je smisel življenja. Ne? V bistvu, zakaj bi ga sploh dajal, se smo ga vedno imeli, ampak ja, v potrošniški družbi, v svetu kakršen je, v svetu konfliktov, politike, razdora, dialoškosti in tako naprej, v bistvu nekako sam še živiš, da imaš, da dobro preživiš. Itak spremljamo vsi, kam gre svet za na leta in kako ogromno je te kulture na moje telo mora biti perfekta, kondicijska forma, zdravje, če se da 130 let doživeti, tako vse se daje na neko, ne se ne daje smisla, zakaj? In kakšna je tehnologija ustvarjanja smisla, kako se to naredi? Znamo narediti WC papir, znamo narediti barvice, znamo narediti avtomobile, rakete, kako pa se smisel naredi? Iščemo ga z navdihom iz skupnosti, zaradi tega, ker puščamo otroku in odraslemu, v bistvu se delamo enako starši kot z otroki, da skupaj odkrivamo, da smo odprti za vse predloge, za vse ideje, za sodelovanje. Ne? Te otroci nas zapuščajo. Oni bojo na trg dela vstopili čez 20 let. Čez 20 let, recimo v zadnjih 10 letih, ko so zdaj naredili anketo najbolj priljubljeni poklici, od 10 najbolj priljubljenih poklicev, kar 6 jih še 10 let nazaj ni obstajalo. To se pravi, da čez 20 let te otroci bojo prišli na ene poklice, ki jih mi ne moramo na njih pripraviti. Isto jih osnovno šolstvo ne, ampak jih noče spreminjati. Naše šolstvo samo zagovarja tekovine preteklosti in ne vem kaj trmari v preteklosti in zagovarja, koliko smo super in sploh, ampak otrok ne pripravlja na življenje. Pripravlja jih na življenje industrijske dobe, ki je mim. Kaj mi želimo dati? Mi jim želimo dati pa tisto, kar jim bo pa prav prišlo. Znati sodelovati, znati se pogovarjati, znati odpustiti, znati skupaj delati, znati, ne zamiriti. Mislim, če to ni prihodnost Slovenije, pa ne vem, kaj je, ker se mi zdi, da smo toliko zakuhani, ena redkih držav, ki je toliko, ker mi se v bistvu odluki, ne da se ne strinjamo med sabo, recimo leva, desna strana, pa kakorkoli jih imenuješ, ampak se sovražimo, To je čist drug nivo, V parlamentu niso razprave na nivoju argumentov, nestrinjanja liberalnih in tradicionalnih, ampak na osnovi sovraštva. In to je treba spremeniti. To naša družba rabi te spremembe, pa čeprav je to 200 otrok na leto, ki jih spremenimo, ampak morda pa nekoč nekdo od njih. Samom izkušnjo, ko sem prišel na svojo prvo delovno mesto, sem postal desen na mladinskem cehu, torej avtomatsko najbrž se je že podrazumevalo, da so bili moji stari starši domobranci, pa jaz ne vem za to. Tudi prva najbrž se upisuje 99% desnih. Kako zdaj lahko ti rečeš meni, da če samo eno stran opolnomočite, kako zdaj v bistvu lahko rečeš meni, da delate za to, da bi se obe strani združile in imele več dialoga? Ja, to mogoče bi veljalo, Matej, za prva leta vrtca, ki se je dejansko postavil kot mali butični župnijski vrtec. Danes pa temu ni tako. V našem vrtcu imamo noter tudi muslimane, v našem vrtcu imamo prepričanja leva, desna. Če nas obišče en politik, dobijamo maile z ene strani, če nas obišče drugi politik, dobimo maile z druge strani. Mi pa gostoljubja nismo odrekli še nobenemu.
zaradi tega, ker je pač osnova dialog, osnova pogovora. Ne. Recimo, ko se nam je zamenil župan prejšnji, je bil za nas soden dan, je bil pogrom. Smo bili tudi na temu, da kar dol zapremo. Skratka, do danes lahko rečem, da je on naš največji zagovornik na občini, udeležuje se redno naših dogodkov in imamo fantastičen odnos, ker smo bili v odnosu skupaj z njim. No. In to se je spremenilo tako za 100%, to je šlo 180-stopinski zasuk, to ni bila mala sprememba, zdaj smo pa vljudnostni. Ne. Iz tega odnosa, iz iskrenosti da se. Tako da čist mirno da se. Včasih mi, ko govorim z zelo različnimi in se poskušamo sprejemati, očitajo morda bolj duhovno prosvetljeni ljudje, da če govoriš s preveč različnimi, ponavadi zanemarjaš resnico. Da je zelo nevarno, da potem nisi dovolj moralen ali pa da nisi dovolj razsoden v ključnih življenjskih odločitvah, ker se pač navlečevate vse sorte smeti. Vse glihar, ne? Ja, to bi lahko na hitro tako zvenelo, ampak zdaj odvisno na kaj imaš fokus. Ne? Če imam jaz fokus na otroku in kaj je dobro za otroka, za njegov razvoj, potem je čisto vse en kaj leti name, ali pa na institucijo, ali pa na tvoj pristop, ali pa na mene direktno. Če jaz vem, da je za otroka dobro, da je dialoški, je prav, da mu to omogočam, pa čeprav bo kdo rekel, moramo ustrajati na svojem, pa vemo pa, da to ni rešitev. Samo smo pa šipki, se ni lahko odpuščati, ni lahko iti naprej. Ja, fokus na otroku, fokus na stvari, boriti se vedno za stvar in pozabiti na sebe, je po drugi strani tudi nevarnost za kakšno izgorelost. Sebe načuvaš dovolj in se ti marsikaj lahko zgodi. Zdaj tukaj si zelo na nek način herojsko povedal, da se da fokus imeti na otroka in potem se vse stvari preživi, če malo sebe postaviš v zadaj. Si tako mislil ali kaj drugače? Ja, nažalost, to pa še zraven. To ne morem zanikati, izgorelosti so zelo hitro tukaj zraven. Prvo zato, ker tukaj pač nikoli nisi finančno nagrajen, torej vedno je borba. In mora biti borba, sej Bog ti da glih tukaj, oziroma da živiš, da brcaš, ne bo te pa pustil razvadice, ali pa v komfortu, ali pa tako. To je prvo in potem je tudi valjda vse drugo to prinese za sabo. Drugo, delaš nesebično, delaš na pol zastonj, na pol brezplačno, se pravi, delaš popodneve, večere se razdajaš, zato ker pač v sebi čutiš potrebo to dati svetu, in pride neki, vikend ali pa karkoli, to tep ni, mislim meni, neka obveznost, zdaj moram pa še kaj, oni pridejo dol, pridejo obiski recimo vzgojiteljskih kolektivov iz Makedonije, iz Poljske, iz Slovaške, pridejo za 3-4 dni k nam se izobraževati, ja, zdaj pa še te Poljaki, ne, ni to, ampak si rečeš, lej, pridejo, ideja gre naprej, širi se, in zato nisi nič plačan, to je tisto, kar se izgorevaš. In ja, si utrujen, si prekurjen, v ponedeljke nov šiht, ne moreš reči, zdaj sem bil pa 2 dni tam, zdaj pa mi ni treba v službo. Se pravi, ja, zdravje pa tukaj trpi in se mi zdi, da rabimo neke svoje meje. Jaz sem tudi bil prekurjen, jaz sem leta 2010 tudi krahiral in takrat sem določene treninge dal tudi čez in ja, si znam danes zastaviti pravo vprašanja v tistem trenutku, ko imaš krizo, ko je težko, da ne greš česno, da zaupati si, znati si razdeliti delo, povedati, tudi govoriti te stvari, razširiti, kolektivu zaupati in mislim, da smo kot tim, kar se tega tiče, fantastično odprti in mogoče tudi to, da je tukaj lažje, ker res dihamo en za drugim in pokrivamo en drugega. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, Janez je rekel, niti težko iti čez vikend delati, ker veš, da to delaš zaradi tiste ideje, zaradi svoje obljubljene dežele, bi lahko tudi rekli. To je tisto, v kar verjamemo v tem podcastu, da obstaja služba, v kateri boste mogli paziti, da ne delate preveč, v kateri boste imeli
smisel, v kateri boste čutili, da ste na pravem kraju, na pravem mestu in k temu prispeva naš podcast Goreči grm. Zato nas spremljajte tudi v naslednjih epizodah, navdihujte se ob čudovitih gostih, ob katerih se navdihujem tudi sam. Tebi, Janez, pa hvala, da sva dala skozi to krstno izvedbo. Srečno pri tvojem poslanstvu. Hvala za vabilo, Matej.